Lepo pozdravljeni. Torej v 90. letih se je v slovenskem umetnostnem prostoru izoblikovalo nekaj specifičnih prostorov z izrazitim programom in lastnim stilom, od bolj do manj uveljavljenih galerij do različnih medijskih centrov in alternativnih prostorov. Eden izmed njih je tudi Vila Katarina, domovanje Milene Kosec v Rožni dolini, ki je konec 80. odprla svoj dom umetnikom in javnosti z namenom oblikovanja razstavnega programa, usmerjenega predvsem v kiparstvo, in k spodbujanju razvoja novih umetniških pristopov mladih umetnikov. Kot je bilo že povedano, vas jaz zelo hitro zapuščam, imamo pa to srečo, da je danes z nami Milena osebno in mogoče se lahko kasneje pri pogovoru tudi na njo obrnete še s kakšnimi vprašanji. Torej, Vila Katarina se ni vzpostavila kot neko nasprotje institucijam oziroma niti tako rekoč ne moremo govoriti o neki alternativni umetnosti, ampak gre za projekt, kjer se je osebni interes povezal z izrabo specifičnih možnosti, ki jih je ponujal sam prostor, torej vila. Vsekakor pa je tu vredno omeniti, da je bil tudi čas zelo naklonjen tovrstni praksi. Milena veliko omenja neko specifično vzdušje, ki se je v tem času oblikovalo, veliko zanosa, veliko interesa za tovrstno razstavljanje, predvsem pa tudi neka naklonjenost, kako bi rekla, prostovoljstva, no, tako med ljudmi kot tudi med različnimi firmami in ostalimi, ki so od takih banalnih stvari, kot je pogostitev na otvoritvi, prispevali prostovoljno, kot od materiala, tudi osvetlitve in tako dalje. Ker je šlo za osebni intimni prostor, ki ga je kurirala Milena Kosec, čeprav ona se ne bi nikoli poimenovala za kustosinjo, lahko prek razstavnega programa do neke mere spremljamo tudi njen razvoj okusa in zanimanja za umetnost, torej najprej od kiparstva do sodobnih pristopov k ustvarjanju oziroma podpore mladim umetnikom, do dialoga med umetnino in prostorom ter razmišljanje o vlogi umetnosti v domu in družbi. Po tem sklopu je tudi nekako predstavljena današnja prezentacija oziroma neka rdeča nit predstavitve. Hvala. Torej, Milena Kosec je sicer diplomiran matematik in se je poslovno ukvarjala z načrtovanjem računalniških aplikacij, ampak je bila od vedno zelo vpeta v umetniško dogajanje v Ljubljani. Že iz lastnega interesa, veliko je bilo to tudi že praktično v zibko položeno, zelo povezana pa je bila z umetniško sfero, predvsem preko svoje sestre arhitektke, ki je nekako odpirala vrata potem kasneje tudi v tujini z različnimi razstavami, predvsem pa z navezavami oziroma poznanstvi z različnimi umetniki. Milena je svojo galerijo poimenovala kot neinstitucionalno, nestrokovno in neprofitno galerijo, kar vse zelo drži, kot sem tudi že prej malo nakazala. Želela je prirejati razstave v lastnem domu, s tem z namenom, da približa novejšo umetnost neki laični publiki, predvsem je šlo pa za tako intimno vzdušje, ki je tako publiki, ki mogoče ni bila navajena obhodov in udeležb na otvoritvah, nekako drugače podoživljati umetnost, hkrati pa tudi umetnikom, predvsem mladim umetnikom, nuditi neko zatočišče. Nekateri so res prvič razstavljali v vili, nekateri pa so prvič imeli v vili priložnost eksperimentirati z nekimi novimi posegi. Torej, kako je Milena prišla do različnih umetnikov, no, nekateri so prišli do nje, ampak v bistvu ona celotno izkušnjo opisuje kot splet okoliščin, torej za veliko naključij, ki so potem nekako rodile željen rezultat. Šlo je za veliko pristopanja k umetnikom, predstavljanja koncepta Vile Katarine. Veliko umetnikov je potem posledično kasneje samo pristopilo do Milene, veliko je šlo za priporočila,
Milena pa se je pogosto obračala tudi po nasvete k različnim umetnikom, predvsem pa tudi k takratnemu profesorju Luju Vodopivcu, ki bomo kasneje tudi videli, je priporočal specifične kiparje za postavitev v vili. Kot prvi dogodek, ki je ključen za vzpostavitev delovanja, je razstava grafik Janeza Pirnata. Ta dogodek Milena označuje kot pradogodek, torej neko začetno seme, ki je potem obrodilo delovanje vile. Z Janezom Pirnatom, če sem jo pravilno razumela, gre za neko daljno sorodstvo, in ob praznovanju 40-letnice je potem daroval nekaj grafik za eno tako čisto sproščeno razstavo. Hkrati pa je njemu bila ideja razstavišča v domovanju zelo všeč in je z veliko podpore, veliko svetovanja Mileno tudi napeljal potem na idejo nekega stalnejšega razstavišča. In do tega je prišlo leto kasneje z Janezom Bolko. Šlo je za prijateljstvo. Zelo pomembno je dejstvo, da je v tem letu Janez Bolka prejel tudi Prešernovo nagrado, in to v istem mesecu oziroma par dni prej, preden se je odvila razstava v Vili Katarini. Milena je imela željo v bistvu prirediti prodajno razstavo. Do tega je prišlo, ker je bila v nekem momentu v nekoliko finančni stiski, imela je en kipec Janeza Bolke in ga je nesla v antikvariat, češ prodat, in je bila reakcija, kaj pa bomo s tem kipom, niti podstavka nima. Tako da v svojem krogu pa je bilo nekaj zanimanja za dela Janeza Bolke in tako je potem se rodila ta ideja za prodajno galerijo. V kombinaciji s Prešernovo nagrado je pa to doseglo tudi dosti široko publiko in tako je potem Vila Katarina že s to razstavo dobila neko ime, nek rezime, ki je potem privabljal tudi ostale kiparje, za začetek Toneta Demšarja in Petra Černeta. Torej v teh 10 letih se je v Vili zvrstilo okoli 60 razstav, dogodkov, druženj. In jaz bom na hitro predstavila nekatere, ki res kažejo te neke spremembe v zanimanju Milene in posledično tudi nekako razvoj umetnosti na splošno v Sloveniji v tem času. Torej ja, najprej se je začelo s, kako bi rekli, klasičnimi postavitvami v ne tako klasičnem prostoru, torej kipi po pohištvu, slike na stenah. Milena pa izpostavlja te 3 avtorje kot avtorje, ki so spremenili tudi njen pogled na umetnost. Pomembno pa bi bilo izpostaviti še razstave kitajskih avtorjev. Prva takšna reprezentacija je bila že leta 1988 in sicer z navezavo sodobnega kitajskega slikarstva v Moderni galeriji, ki jo je prirejal Jure Mikuš. In v bistvu grafike, ki tam niso bile razstavljene, koliko sem razumela iz konteksta zaradi politične vsebine, so nato pristale v Vili Katarini na neki dodatni razstavni razstavi, če bi lahko temu rekli. Zelo pomembna razstava za Mileno, za Vilo, je bila razstava nemškega študenta arhitekture Christopha Zirkelbacha. Nekako do njega je prišla preko družinskega priporočila. To razstavo pa izpostavljam, ker je prva, ki ni šlo za kipe v prostoru, slike v prostoru, ampak prav za intenzivne posege v prostor, v dnevno sobo, na hodnike, kjer je šlo za inštalacije in tako nepričakovano pojmovanje prostora. Igral se je veliko z zloženkami, torej slabo se vidi, ker je črno-bela slika, ampak na stolu in okoli njega so piškotki zloženi, torej sestavil je keksen štul. In tako je tudi pač za ostale prostore bilo koncipirano. Naslednja pomembna umetnica je Ana Marija Šmajdek.
Ona je k Mileni pristopila z idejo kipov v snegu, kar v Ljubljani ni ravno izvedljiva zadeva, mogoče še nekoč, danes vsekakor ne. Mileni je bila ideja všeč in je razmišljala o opcijah, kako dejansko izvesti takšno razstavo. In so potem skoordinirali in zorganizirali razstavo Ana Marije Šmajdek in Boštjana Novaka na Pokljuki pri Šport hotelu. Gre pa v bistvu za neke labirinte in za spirale, kjer se je lahko spuščalo snežene kepe. To iskanje variant razstavljanja izven vile se je nadaljevalo, torej delovanje Milene Kosec ni bilo vezano samo na svojo hišo, ampak tudi recimo že s prej omenjenimi kitajskimi umetniki je iskala variante po raznih tovarnah, po raznih hotelih. Tudi recimo v Volčjem potoku so razstavljali, konkretno za Ana Marija Šmajdek, ki je imela kar nore ideje za določene projekte, recimo tortna umetnost in podobno, je vedno nekako sta stopili skupaj in poiskali najboljše opcije, da se izvede tovrsten projekt. Res pomembna veja, ki je izšla iz Vile Katarine, pa je razstavljanje na njenem vrtu. Pobudo za vrt je dala Rene Rusjan, kjer gre spet za tako luštno zgodbo, kako je do tega sodelovanja sploh prišlo. Rene Rusjan je te svoje velike železne kipe razstavljala v Ekurni in v nekem momentu so stali pred Ekurno naslonjeni ob fasado. Mileni so prevzeli pozornost, se pozanimala, zakaj se tu gre, in tako je prišla v stik z Rene, ki pa je velik potencial videla v vrtu za razstavljanje. Sicer njena ideja je bila, da bi te kipe trajno pustila v vrtu, ker jo je zanimal proces, kako vreme vpliva na material, kako bi vrt zaraščal te kipe, kar sicer Mileni ni bilo najbolj sicer ta razstava je skoraj 1 leto stala, tako da je bil vpliv dežja in drugih vremenskih elementov, v nekem momentu so bili tudi skriti kipi pod snegom, tako da do neke mere je Rene dosegla, kar je želela. Milena pa vsekakor ni želela puščati umetnin v svojem prostoru trajno. Če se spomnimo nazaj razstave Janeza Bolke, razstava je stala slabih 5 dni, ampak je Milena to težko sprejela, v bistvu je bila zelo emocionalna izkušnja zanjo, ker je šel le poseg v njen prostor, v njen dom, in je nekaj časa potrebovala, da se na to navadi. Pridemo pa še do ene luštne izjeme malo kasneje. Torej ja, Rene je bila prva, ki je razstavljala v vrtu, potem po priporočilu Luja Vodopivca sta na vrtu skupaj razstavljala še Darko Golja in Mirko Bratuša. Darko Golja s tako dosti direktno referenco na sam vrt. Baje, da je na listu solate zagledal enega polžka, ko je bil na ogledu vrta, in je rekel: "Aha, takšnega polžka bom pa naredil tudi jaz." Načeloma so umetniki res delali z naravo, brez nekih večjih intervencij, brez posegov, torej s spoštovanjem. Sploh pa tukaj izstopa Rene Rusjan, ki je res celostno gledala na prostor, ne kot nek podaljšek bele kocke, če res abstraktno lahko temu tako rečemo, ampak je res krajinsko gledala na celotno postavitev. Potem v vrtu je še razstavljal Dušan Zidar in Jože Barši. Jože Barši s takimi zanimivimi, nedosegljivimi posteljami, pa čisto v ozadju je moč videti eno klopco, ki se je v soncu res razgrela, torej neuporabna klopca. Je pa zanimivo, da Jože Barši je najprej za vrt koncipiral zatočišče za begunce, ki potem pač ni šlo čez ne finančno ne logistično, ampak je ta ideja potem dozorela v hiši, ki je trenutno hiša Boruta Holanda v Gozdu blizu Celja. Pomembna razstava
tako kot za Vilo, sploh pa za sam umetniški razvoj Milene Kosec pa je razstava študentov etnologov in oblikovalcev leta 92. Spet je izšla, to je bila Milenina ideja, ker je želela nek umetniški pristop se rešiti ptic, ki so škodile njenemu vrtu. Sicer na koncu se je izkazalo, da so za škodo krivi polži, ampak ne glede na to. V glavnem šlo je poglobili so se zelo, etnologi v ptice, v katere ptice domujejo v tem okraju, kaj potrebujejo, torej je bilo tudi teoretično dosti podkrepljeno. Prišla je pa težava, ko bi razstava mogla biti postavljena par dni pred otvoritvijo in Milena ni nebunemu prejela od nobenega, noben ni prišel, nobenih strašil še ni bilo in v paniki je sama začela s pomočjo svojih sodelavcev sestavljati različna strašila. Sicer potem so tudi izpolnili svoj del obljube študenti in oblikovalci, ampak je nekako prišlo do neke dvojne razstave, iz katere je potem Milena razvila svojo državo ptičje strašilno. Na sami, torej, kot sem prej omenila, izhaja iz matematičnega, računalniškega, tehničnega sveta in se je v tem času zelo ukvarjala z idejo EMŠE, torej kaj pomeni biti oštevilčen v času tehnologije v računalniškem svetu, in jo je ta ideja, ta koncept strašil oziroma mislila, da se širša publika ne zaveda posledic tega. Tako da je vsak, ki je prišel v to državico ptičje strašilno, dobil svojo EMŠO, svoj potni list, celo 2 sta bila kot varnostnika, ki sta sprejemala ljudi v to državico, in iz tega koncepta je potem dalje gradila tudi svojo umetniško prakso, ki se je veliko posvečala ravno vprašanjem človeka v družbi oziroma te takratne spreminjajoče se družbe. Torej ves čas, ko so razstave potekale na vrtu, so potekale še vedno tudi v sami vili. Torej recimo sta projekta Luja Vodopivca in Mirka Bratuša. Pomembno leto pa je leto 94, ko so Mileni že malo pojenjale moči in je želela opustiti razstavno dejavnost, na kar pride Dragica Čadež, ki v enem poletju ustvari iz nič popolnoma novo razstavo za njen vrt, in ta Dragičin zanos in ljubezen in želja po ustvarjanju je tudi Mileni dala dodatno moč, da v bistvu še kar nekaj let nadaljevala z razstavno produkcijo. Torej, šlo je za poletni vrt. Ko si stopil v vrt, si najprej stopil čez ta velika vrata, ki jih lahko vidite, in ta vrata so simbolirala nekak prestop v drugo dimenzijo, v nek domišljijski svet, in potem si se srečeval z različnimi figurami, z glavami in tako dalje. Prej sem omenila poseg v Milenin prostor. No, pred kratkim, oziroma mislim, da letos poleti je ravno priredila svojo dnevno sobo, da v njej zdaj stojijo te 3 sence, 3 figure. In je lepa izkušnja, no, v taki hiši še vedno srečati tako ogromne ekipe, ki lepo funkcionirajo s prostorom. Vila je pa tudi gostila tudi razne performerje in take nepričakovane mogoče nastope. Recimo Giovanni Morbin, ga je Milena srečala na razstavi v galeriji Škuc, Vlasto Delimar v Mali galeriji. Pristopila k njima, obrazložila projekt, zanimala sta se za vrt in tako sta nastala ta 2 projekta. Giovanni Morbin recimo je zasadil solato, jo zalival s svojo krvjo, proces snemal, nato pa je na otvoritvi razstave to solato pojedel. Vlasta Delimar pa je primarno body artistka in je v vili izvedla performance. To je bila prvotna ideja od samega začetka, ampak ker jo je tudi primamil vrt, je postavila še eno tako improvizorično fotografsko razstavo.
Rene Rusjan se je še vračala v Vilo Katarino z enim takim lepim projektom, ki je imel dnevni del in nočni del. V dnevnem delu je iskala luknje v prostoru, v noči pa luknje v času z zgodbami, torej podnevi so bila po vrtu razstavljena nova ogledala, ponoči pa podarjena ogledala s svojimi zgodbami in razstavo so spremljali tudi posnetki teh zgodb in je nekako tak magičen šepet preveval vrt, seveda s tako ambientalno svetlobo in temi vintage ogledali. Kot nek labodji spev pa lahko opišemo še svetlobne kipe v vrtu. To je bila Milenina ideja, koncept za razstavo, kateri je povabila 7 umetnikov, večina jih je razstavljalo že prej v vili, torej so spletli neko prijateljstvo. In tu gre za preplet instalacij oziroma site-specific instalacij s svetlobo in spet zvokom. Svetloba in zvok nekako sta močno prezentna bila skozi vse projekte v vrtu Vile Katarine in omogočala mladim umetnikom, da preizkušajo tovrstno umetnost nekje fizično, ne samo idejno, kar je vrt tudi omogočal. Na koncu pa je treba omeniti, da je z delovanjem Vila Katarina uradno zaključila leta 1998, na kar je post festum sta se zgodila še 2 dogodka. Prvi je bil v sodelovanju z Galerijo Škuc, ki je tudi sicer sodelovala občasno z Vilo Katarino že prej, torej Nebojša Šerič Šoba je imel en performance in pogovor v Vili Katarini, potem pa 2005 je Dragica Čadež zopet nastopila v vrtu, vendar ji tokrat žal ni uspelo ponovno vzbuditi nekega stalnega razstavnega programa, tako kot ji je uspelo prvič. Tako da to je to z moje strani. Hvala.